Skoraj v vsakem testu Volvo poudarjam, da me pomirja in mogoče vas bo tole presenetilo, tudi ta me pomirja. Pa čeprav je tole Volvo S60 Polestar avto, ki ima skoraj 370 konjičkov in pospešek do 100 v 4,7 sekunde. In čas na Nordschleife 7 minut 51 sekund, kar je bil nekaj časa celo najhitrejši čas za 4-vratno limuzino. Pa me vsem pomirja in to mi je všeč. Vzabite na tisto misel, ki se vam je ravno kar prikradla v glavo in sicer, pa sej S60 je že star. Nič za to. Čeprav notranjost ni po vzoru najnovejših Volvo, ji čisto nič ne manjka in še vedno dobro izgleda. Sploh lahko pohvalim sedeža, sta neverjetno udobna in zelo lepo objameta hrbet. Pri Polestar mi je všeč tudi to, da ne morete izbirati opreme samo od barv zunanjosti. To je to, če ti je všeč vzemi, sicer pa adijo. Krasna ideja. Tole je precej diskreten avto, tega v bistvu izdajale barva sicer sploh ne bi izstopal. Pod pokrovom se skriva 2-litrski stroj s 367 konjički, zato tole dejansko ni tekmec BMW-jevim M-om ali pa AMG-jem in niti ne Audijem z oznako RS. Bliže je Audiju S4 ali pa BMW-ju 340i. Motor ima turbo in kompresor, ki skupaj pridelata 2 bara nadtlaka, vrti pa se do 7 jurjev. Štirikolesni pogon bojda 100% svojega navora lahko prenese na sprednjo ali pa na zadnjo os, ampak tega dejansko ne boste nikoli občutili. Nikoli ne bo pomingal vzritjo, ves čas deluje kot avtomobil s sprednjim pogonom, ki ima neverjetno veliko oprijema. Pri pretiravanju boste kvečjemu začutili nekaj podkrmiljenja, ampak tako malo, da vas niti ne bo zmotilo. Sicer se pelje kot potračnica. Motor potrebuje približno 3000 vrtljajev, da se potem konkretno izstreli. Nikoli ne deluje brutalno, je pa vedno zelo, zelo hiter. Tudi ta samodejni menjalnik z 8 prestavami mi je všeč, ker se dobro prilagaja, lepo prestavlja in skoraj nič ne cuka. Še posebej všeč mi je v tem načinu sport, kjer je vedno pripravljen na napad oziroma tudi pri samem zaviranju lepo in dovolj hitro prestavlja navzdol, zato avto vedno brutalno potegne. Aja, zavore. Tukaj niso sklepali kompromisov, spredaj so 370 mm bremboti. Tudi vzmeti so za 80% trše kot pri T6, ampak ni prihodo. Za vsak dan je čisto super. In celo nastavljive blažilnike Öhlins ima, sicer v delavnici, so pa. Prav predstavljam se kakšnega odvetnika, ki hoče imeti hud stroj, noče pa delovati pozersko in niti svoje žene noče motiti s kakšno agresivno zvočno kuliso ali pa pretrdim vzmetenjem. S60 Polestar je znotraj namreč kot kužek, le malo se oglasi, razen seveda, če daste v športni način, potem malce bolj zarjove. No, zunaj je zgodba čisto drugačna, tam se ga konkretno sliši, se veste, da pokaže, kaj zna. Prav prijetno noto ima. Letom navkljub je tole še vedno pravi stroj, ki skoraj nima šibke točke. Cenovno je zanimiv, oblikovno ravno prav diskreten, motor in podvozje pa sta super. In notranjost tudi, sploh sedeža, pa še karakter mi je všeč, ker pomirja. Razen seveda, ker hočete drugače.